Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Začenja se Sport klubov Svet, kviz, v katerem lahko ljubitelice in ljubitelji športa preverite vaše znanje. Po košarki, nogometu in tenisu bodo tokratna tema Olimpijske igre. Eden največjih športnih dogodkov, ki mu ni para in ki združuje najboljše športnice in športnike v različnih panogah. Tako kot vselej bosta tudi tokrat odgovarjala in tekmovala dva tekmovalca. Barve Sport kluba bo zastopal komentator Toni Brodar. Toni, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Toni, kako si se ti nekako osredotočil na Olimpijske igre in kako utemeljuješ to svoje raznovrstno športno poznavanje? Si nenazadnje komentator različnih športnih panog pri nas na Sport klubu. Ja, res je, že od malega spremljam praktično vse športe, ki so del Olimpijskih iger, tudi izven tega, in tudi tukaj na Sport klubu sem se našel deloma v vseh športih, tako da sem kolikor to raznovrstno pokrivam. Je kakšna športna panoga, o kateri veš ogromno, in je kakšna, o kateri ne veš veliko? Ja, mislim, da sem najbolj odraščal z atletiko. To še ne pomeni, da v njej vem največ, ampak je tudi pokrivam na Sport klubu in mislim, da sem se kar našel v njej. Kje pa je mora biti kakšna panoga, ki je ne poznaš najbolje? To so pa tisti bolj ekstremni športi, verjetno, ki zdaj prihajajo z mladimi. Super. Toni Brodar bo torej zastopal barve Sport kluba. Tvoj tekmec pa bo, tako kot vselej, gledalec, ki se nam je prijavil. In sicer je to Tilen Ločnikar-Dular. Tilen, lepo pozdravljen. Bravo. Tilen, tudi sam si raznovrstno športno podkovan, tako kar se udejstvovanja kot tudi spremljanja tiče. Nam lahko najprej poveš nekaj več o svojem športnem udejstvovanju, baje si najbolj vešč pri nogometu in pri kolesarstvu? Je tako, ja. Drugače pa spremljam še ogromno drugih športov, največ pa nogometa, tudi kolesarstva, pa zimskih športov, tisto pa glavno tak. Kako si se odločil, da se prijaviš na tematiko Olimpijskih iger namesto nogometa, tenisa ali katerih drugih športnih panog? Ja, ravno zaradi moje raznovrstnosti se mi zdi, da nisem tip človeka, ki bi podrobno spremljal le eno panogo, ampak več drugih. Torej si malo računal na to, da boš morebiti tu lažje premagal kakšnega sportklubovega komentatorja, ne? Je tako. Moram te še vprašati, katerih olimpijskih iger se morebiti kot najmlajši spominjaš, oziroma katere so bile tiste prve igre, ki si jih nekako doživel še kot otrok? Ja, prve olimpijske igre, ki se jih spomnim, so bile, mislim, da Atene 2004. Teh slovenskih medalj se nekaj spomnim, drugače pa od približno recimo leta 2008, takrat pa v bistvu vse. Odlično. Pred vama je torej, tako kot vselej, kup športnih vprašanj, tokrat vezanih na Olimpijske igre. Tako kot vselej sem jih razdelil v 4 različne rubrike in z nabiranjem točk bosta začela že v prvi ogrevalni rubriki, to pa so da-ne trditve. Za ogrevanje vaju torej čaka rubrika da-ne trditve. Slišala bosta trditev in potem imela nekaj časa za kratek premislek. Potem bosta seveda dvignila list odgovorom da, če je bila trditev pravilna, in ne, če je bila trditev napačna. Oba odgovarjata hkrati, seveda pa je pravilni odgovor vreden 1 točko. Razumete vse, sta pripravljena? No. Odlično. 6 trditev bo, prva trditev pa se glasi. London je edino prizorišče, kjer so olimpijske igre potekale že 3-krat. Da ali ne? In pokažete odgovor na 3-4 zdaj. Pokažete odgovor. Ne in da. Da je pravilni odgovor. London je edini kraj, kjer so olimpijske igre že potekale 3-krat, Pariz in Los Angeles se bosta temu kmalu pridružila. Gremo k drugi trditvi. Slovenski predstavniki so na zimskih olimpijskih igrah vsa zlata odličja osvojili v alpskem smučanju. In pokažete odgovor na 3-4 zdaj. Da. In da je pravilni odgovor, to je storila Tina Maze, ko je osvojila 2 odličji v Sočiju. Gremo k tretji trditvi. Ob paradi športnikov na otvoritveni slovesnosti kot prvi na stadion vstopijo gostitelji iger. Da ali ne? Razmislite in pokažite odgovor na 3-4 zdaj. Pokažete odgovor da in ne. Ne je pravilni odgovor. Toni, morebiti veš, kdo vstopi kot prvi na stadion? Ja, Grki. Grki.
Grki so tisti, ki imajo domovinsko pravico, ne glede na to, kje potekajo olimpijske igre. Tilen, naj te ne zmoti, tudi če veš, kar pogumno naprej. Gremo k 4. trditvi. Na prvih olimpijskih igrah moderne dobe so zmagovalci prejeli srebrne medalje. Da ali ne? In pokažete odgovor na 3, 4 zdaj. Ne in da. Toni, morebiti veš, zakaj da? Velikrat sem bral, pa ne vem točen odgovor. Dejansko je tako, da tudi danes dobijo zmagovalci v bistvu srebrne medalje. Še vedno so tudi zlate medalje, v veliki večini 92% iz srebra. Na tistih prvih olimpijskih igrah so pa dejansko športniki za zmago dobili srebrne medalje. Torej, tudi tokrat da, to ni pravilni odgovor. Gremo k 5. trditvi. Olimpijski ogenj so prinesli že na druge olimpijske igre v Pariz. Da ali ne? In pokažete odgovor na 3, 4 zdaj. Ne in ne. Pravilni odgovor je ne. To se je zgodilo šele leta 1928 v Amsterdamu, šele v zadnjih 16 letih pa olimpijski ogenj dejansko kroži po vseh kontinentih. Tokrat pravilni odgovor za oba in gremo še k zadnji trditvi, ta pa se glasi. Hokej na ledu je bil olimpijska disciplina še pred zimskimi olimpijskimi igrami. Da ali ne? In pokažete odgovor na 3, 4 zdaj. Da in ne. Tudi tokrat pravilni odgovor da. Namreč hokej na ledu je bil olimpijska panoga še v sklopu poletnih olimpijskih iger leta 1920 v Antwerpnu, šele kasneje so šport presedlali iz poletnih na zimske olimpijske igre. Torej, Toni, zaenkrat vidim, da ti tole poznavanje olimpijskih iger gre odlično, brez napak. Tilen, midva se bo pa seveda še zbrala v nadaljevanju, nikar ne obupuj, tole je bil začetek z ogrevanjem, v ogrevanju pa se je zaenkrat bolje znašel Toni Brodar, ki je prišel do prednosti 6-2. V naslednji rubriki so na vrsti kratka vprašanja. Vsak tekmovalec ima na voljo 60 sekund časa, da odgovori na čim večje število kratkih vprašanj, pri čemer njegov tekmec ves čas budno pazi, kajti kasneje bo imel sam priložnost za popravek njegovih napačnih odgovorov. Tokrat začenja z odgovarjanjem Tilen, Toni ti pa budno pazi na vse, torej spodrsljaje strani Tilna. Tilen, sva pripravljena? 1 minuta časa se bo začela odvijati na 3, 4 zdaj. Katera država ima največ odličij z zimskih olimpijskih iger? Rusija? Ne. Katere so bile zadnje olimpijske igre, na katerih slovenski športniki niso osvojili nobenega odličja? Torino. Res je. Kdaj so poletne olimpijske igre in zimske olimpijske igre zadnjič potekale istega leta? Leta 1994. Ne. Katera država se, poleg Velike Britanije, lahko pohvali s 3 zlatimi odličji v nogometu? Brazilija. Ne. S katero disciplino se zaključi moški deseteroboj? Moški deseteroboj, 1600 metrov. Ja, še 5 sekund. Kateri športnik je ob otvoritvi olimpijskih iger v Sarajevu podal svečano zaprisego športnikov? Bojan Križaj. Res je. Tilen, 3 pravilne odgovori si imel, 6 vprašanj, na katere si odgovarjal, torej 3 možnosti pa prepuščaš še Toniju. Toni, greva najprej k prvemu vprašanju. Katera država ima največ odličij z zimskih olimpijskih iger? Jaz sem ciljil na Nemčijo. Nemčija je pravilni odgovor, od tega 150 zlatih, 408 pa vsega skupaj. Nemčija torej pravilni odgovor. Torino, si imel prav? Tilen, to so bile res zadnje olimpijske igre, na katerih Slovenija ni osvojila odličja, predtem so bile take olimpijske igre tudi v Naganu in v Albervillu. Potem pa gremo k tretjemu vprašanju. Kdaj so poletne olimpijske igre in zimske olimpijske igre zadnjič potekale istega leta? 1992. Tilen, bil si zelo blizu, 2 leti. Sta te ločili, tedaj so bile olimpijske igre, veste kje? Ja, Barcelona, Albertville. Tako. Toniju tokrat točka za popravek, mi pa gremo že k 4. vprašanju, na katerega prav tako Tilen ni imel odgovora, in sicer, katera država se, poleg Velike Britanije, lahko pohvali s 3 zlatimi odličji v nogometu?
Tukaj sem pa imel nekaj dvomov. Bom ugibal Sovjetska zveza. Sovjetska zveza ni pravilni odgovor, sicer prihaja iz tedanjega vzhodnega bloka, je pa to Madžarska. Madžarska je med leti 1952 in 1968 osvojila 3 zlata odličja. Torej, to je edini odgovor, na katerega tokrat nismo imeli pravilnega odgovora. Potem v nadaljevanju 1500 metrov zadnja disciplina deseteroboja in Bojan Križaj, športnik, ki je imel svečano za prisego športnikov v Sarajevu. Na ti dve vprašanji je imel Tilen pravilni odgovor. Torej, tokrat v Tilnovem delu si je Tilen priboril 3 točke in je trenutno pri 5, medtem ko je Toni dodal 2 točki in je trenutno pri 8. Sedaj pa bo minuto časa za odgovarjanje imel na vrsti Toni, medtem ko bo Tilen budno poslušal in pazil na morebitne spodrsljaje. Sva pripravljena, Toni? Sva. Pa bova začela na 3, 4, zdaj. Katera država je na vseh poletnih olimpijskih igrah prejela vsaj eno zlato medaljo? Velika Britanija. Res je. Kdo je Sloveniji priboril zadnjo zlato medaljo na paraolimpijskih igrah? Strelec, Franc, dalje. Kje so potekale prve olimpijske igre izven Evrope in Združenih držav Amerike? Poleg Evrope in? Izven Evrope in ZDA. Poletne. Tako. V Braziliji, Rio. Ne. Katera neazijska država se lahko pohvali z zlatim odličjem v namiznem tenisu? Švedska. Res je. Koliko rund obsega olimpijski boksarski obračun? Še 5 sekund. 4. Ne. Toni, imel si pravilni odgovor na prvo vprašanje, torej Velika Britanija je tista, ki je na vseh poletnih olimpijskih igrah dobila vsaj eno odličje, na naslednjega pa ne, in to bo priložnost zate, Tilen. Kdo je Sloveniji? Samo če smem dodati, to je dokaz, da tale časovni pritisk je kar težek. No. Je, ne? Je drugače kot prej, ko so imeli obrnjene vloge, tako da verjamem, da bo znal kaj govoriti. No. V bistvu je lažje morebiti celo poslušati, kot odgovarjati. Tilen, kdo je Sloveniji priboril zadnjo zlato medaljo na paraolimpijskih igrah? Je bil mogoče Franc Pintar? Ne, blizu je bil sicer Toni, ampak s polom je majčken kiksnil. Namreč to ni bil moški strelec, to je bila ženska strelka, to je bila Veselka Pevec. Veselka Pevec je v streljanju v Riu osvojila zlato odličje. Gremo k naslednjemu vprašanju. Tudi nanj ni imel Toni odgovora. Tilen, morebiti ti veš. Kje so potekale prve olimpijske igre izven Evrope in ZDA? Izven Evrope in ZDA. Seulu, 1988. Ne, to je bilo že leta 1956. Te igre so bile po zimi. V Melbournu. Potekale so pa v Melbournu. Tedaj z izjemo konjeništva, ki je bilo v Štokholmu zaradi čudnih pravil v Avstraliji, kjer seveda so bile določene karantene za konje, ampak pustimo to, Melbourne je bil torej prva destinacija izven Evrope in ZDA, kjer so gostili olimpijske igre. Švedska je bil pravilni odgovor, ki si ga imel ti, Toni, torej katera neazijska država se lahko pohvali z zlatim odličjem v namiznem tenisu. To je bilo leta 1992, ko je Jan Ove Waldner prišel do zlatega odličja, preostalih zlatih odličij Evropejci nismo videli. Še zadnje vprašanje, na katerega Toni nisi imel odgovora, Tilen, morebiti ti veš. Koliko rund obsega olimpijski boksarski obračun? 3. 3 je pravilni odgovor. 3 je pravilni odgovor, torej Tilen si tudi ti priboril tule še eno točko in s tem prišel do 6. točke. Toni pa je predtem odgovoril 2-krat pravilno in je torej po zaključku kratkih vprašanj pri 10 točkah. V tretji rubriki bosta povezovala tematske sklope in iskala znano olimpijsko osebnost. Vsak tekmovalec bo imel na voljo 3 vprašanja, seveda bo v primeru napačnega odgovora takoj dobil priložnost njegov tekmec, potem pa bosta oba po vseh 3 pravilnih odgovorih skušala na podlagi teh 3 asociacij najti znamenito olimpijsko osebnost, jo zapisala na list papirja in pokazala ob danem znaku. Seveda bo vsak pravilni odgovor vreden 1 točko, pravilno imenovanje končne osebnosti pa še dodatne 3 točke. Tokrat bo znova z odgovarjanjem začel Tilen. Tilen si pri 6 točkah, 4 točke zaostanka lahko zelo hitro nadoknadiš. Začenjava s prvim izmed 3 vprašanj.
Si pripravljen? Ja. Prvo vprašanje se glasi. Na katerih olimpijskih igrah je Muhamed Ali osvojil zlato odličje? Nekje 1970. 72. 72 ne, ni bil pravilni odgovor. Toni, ti veš, katere olimpijske igre so bile? Mislim, da so bile igre v Rimu 1960. Res je. V Rimu leta 1960 je Cassius Clay, kot mu je bilo tedaj še ime, premagal Pietrzkowskega, poljskega boksarja in prišel do zlatega odličja. Točka tokrat zate, Toni. Tilen, midva greva pa na naslednje vprašanje. Katero celino ponazarja črn krog v olimpijski zastavi? Afrika je pravilni odgovor. Modar Evropa, rumen Azija, rdeč Amerika, zelen Oceanija in črn ponazarja Afriko. Točka tokrat zate, Tilen. Gremo še k zadnjemu vprašanju. In sicer zate, Tilen, se glasi. V kateri disciplini se atleti običajno pomerijo na zadnji dan olimpijskih iger? Maraton. Maraton je pravilni odgovor. Če povežeta 3 rešitve, ki ste jih slišala, torej Rim 1960, Afrika in maraton, bosta dobila ime, ki ga tokrat iščemo. Ime znamenitega športnika oziroma športnice, ki ga iščemo, zapišeta na list papirja in potem ga bosta ob danem znaku torej pokazala. Toni, ti mislim, da si že nekaj napisal, ne? Tako, Tilna počakamo še, Tilen še tukta in premleva. Bolj težko. Če ne boš imel pravilnega odgovora, lahko pustiš tudi prazno polje. Takole, še 5 sekund vam dam, potem pa bomo dvignili odgovor. 3, 2, 1 in oba dvignete odgovor. Abebe Bikila, pri tebi, ti, Tilen, nimaš pa ničesar. Abebe Bikila je pravilni odgovor. To je seveda tisti športnik, ki je prinesel prvo zlato odličje Etiopiji v maratonu, sicer najuspešnejša država v sklopu maratonov. Ne smemo pozabiti, da je to storil Bos. Samo dopolniti Bos, ja. Tako, to je leta 1960 storil Bos, leta 1964 je prišel do še enega zlatega odličja, tedaj sicer Obut, leta 1968 pa bi zagotovo prišel še do enega zlatega olimpijskega odličja, če se ne bi 2 dni prej zlomil noge in je moral pri 17 kilometrih odstopiti. Vsekakor pa Abebe Bikila, eden tistih športnikov, ki je na novo definiral maraton in nasploh športno panogo. Torej, Abebe Bikila, tokrat 4 točke zate v tej celotni rubriki, Toni, medtem ko si Tilen zabeležil 2 točki pri tistih osnovnih vprašanjih. Torej smo pri izidu 14 točk Toni, 8 točk pa zate, Tilen. Tokrat pa 3 vprašanja zate, Toni, s tem, da Tilen seveda budno paziš na morebitne spodrsljaje. Toni, zate se prvo vprašanje glasi. Katera država, poleg Avstrije in Lichtensteina, je osvojila več odličij na zimskih olimpijskih igrah kot na poletnih olimpijskih igrah? Bom kar ugibal Švico. Ne, Švica ni pravilni odgovor. Tilen, morebiti ti veš? Poletnih, ja. Jaz sem prav tudi ne v misli Švico, pa bi rekel... Jaz bi še enkrat pa poskusil, če bo vse za hec. Seveda, za hec. Norveška. Norveška je pravilni odgovor. Si ga imel tudi ti v mislih, Toni? Ne, nekaj drugega. Nekaj drugega. Tilen, zate točka. Norveška je pravilni odgovor takoj za Nemčijo po skupnem seštevku odličij na zimskih olimpijskih igrah in pa na poletnih niti približno tako blizu niso. Torej, Avstrija, Lichtenstein in Norveška so te 3 države, ki so pozimi osvojile več odličij kot poleti. Gremo k naslednjemu drugemu vprašanju zate, Toni. Na katerih olimpijskih igrah so Kanačani osvojili prvo odličje pred domačimi gledalci? To bo treba zgodovino. 1976. Ne, ni pravilni odgovor. Morebiti ti veš, Tilen? Mogoče Calgaryjo, pa pol 1988. Dejansko je ravno to ta
trik pri vprašanju, kajti Kanačani niti v Montrealu leta 1976, niti v Calgaryju leta 1988 niso osvojili zlatega odličja, so ga pa osvojili v Vancouveru in tedaj so jih osvojili 14, kar je še vedno absolutni rekord. Torej, dejansko so Kanačani dolgo časa čakali in v Vancouveru zabeležili prvo zlato odličje. Gremo še k tretjemu vprašanju zate, Toni. V kateri športni panogi imamo zgolj bronasta odličja z zimskih olimpijskih iger? Torej, v kateri športni panogi so slovenski športniki zabeležili zgolj bron? Smučarski teki. Smučarski teki pa je pravilni odgovor. Če združita te tri pojme, Norveška, Vancouver 2010 in smučarski tek, dobita ime športnika oziroma športnice, ki ga napišeta na list papirja in združuje vse te tri rešitve. Zaenkrat sta oba pri eni točki, ali bosta osvojila še dodatne 3, pa bomo izvedeli, ko bosta dvignila list papirja na 3, 4, zdaj. Dvignete list papirja in Marit Bjørgen in Tilen pri tebi prav tako Marit Bjørgen. Marit Bjørgen je pravilni odgovor, oba dobita dodatne 3 točke. Marit Bjørgen s 15 odličji je najuspešnejša športnica zimskih olimpijskih iger. Medtem ko je prvo zlato medaljo osvojila v Vancouveru, tedaj je osvojila pravzaprav 3 zlate in kot rečeno se je vse skupaj začelo v Vancouveru, je, kot smo rekli, ena najbolj znamenitih norveških športnic in smučarski tek je panoga, v kateri je vselej blestela Marit Bjørgen. Tokrat torej za oba še dodatne 3 točke, kar pomeni, da smo po tem tretjem delu trenutno Toni pri 18 točkah in pa 12 točk zate teden. 18-12, torej po tretji rubriki, vse je še odprto, pred nami je še zadnja, četrta rubrika. V zadnji rubriki stopnje težavnosti boste lahko tvegala, saj boste ob iskanju znane olimpijske osebnosti slišala 5 različnih trditev. Prva bo seveda najtežja, vredna 5 točk, zadnja bo najlažja, vredna 1 točko. Ko boste vedela, katero znano olimpijsko osebnost iščemo, dvignite roko in se prijavite na odgovor. Če seveda odgovorite napačno, pa je to edina možnost za odgovarjanje. Torej, bodite pazljiva, tvegajte, ampak vse v meri normale, kajti ob enem napačnem odgovoru potem izgubiš pravico za nadaljne odgovarjanje. Tako, 6 točk je razlike, vse je še možno, pred nami pa prva olimpijska osebnost in sicer zanjo 5 trditev, tista za 5 točk pa se glasi. Med 10 olimpijskimi odličji ima le 1 srebrno medaljo, ostale so zlate. Gremo na trditev za 4 točke. Zaradi uspehov so ga na naboru izbrali tako člani NBA kot NFL moštev. Če boste imela odgovor, se seveda prijavite, če ne, gremo na naslednjo trditev. To bo trditev za 3 točke. Zlato odličje je v isti disciplini osvojil na 4 zaporednih olimpijskih igrah. In gremo na trditev za 2 točki. V lasti je imel svetovne rekorde v 4 različnih atletskih disciplinah. In še lahko, Toni, izvoli. Carl Lewis. Carl Lewis je pravilni odgovor. Carl Lewis je med 10 olimpijskimi odličji torej zbral le 1 srebrno, 9 je bilo zlatih, srebro je prišlo ravno ob zaključku na 200 metrov v Seulu. Zaradi uspehov so ga draftirali tako člani Chicago Bullsov kot Dallas Cowboysov, seveda nikoli ni zaigral niti med ameriškimi nogometaši, niti med košarkarji. Je pa na 4 zaporednih olimpijskih igrah osvojil zlato medaljo v kateri disciplini? Skok v daljino. Skok v daljino. To je bilo med leti 84 in 96 in trditev za 1 točko bi se še glasila: naziv najboljši atlet stoletja sta mu namenila tako Mednarodna atletska zveza kot Mednarodni olimpijski komite. Športnik stoletja je bil Carl Lewis. Carl Lewis tokrat 2 točki zate, Toni. Nas pa čaka še zadnja osebnost in sicer znova gremo od 5 do 1. Najprej trditev za 5 točk.
8-krat je nastopal na olimpijskih igrah, od Los Angelesa do Londona. Tilen? Raimond Debevec. Raimond Debevec je pravilni odgovor. Tokrat si v prvo zadev in dobil novih 5 točk. Raimond Debevec, kako si bil tako prepričan, ker najbrž je še kakšen športnik, jih je še nekaj, ne veliko, ki so 8-krat nastopili na olimpijskih igrah? Ja, slišal sem, če za nekaj Latvijca enega, mislim da, ampak nam je najbolj znan, Raimond Debevec. Res je. In takoj, ko pomislimo na to, da je nekdo bil 8-krat na olimpijskih igrah, je samo ena asociacija, ki jo imaš v mislih, in to je Raimond Debevec. Morebiti je bilo... Če se smemo vmešati v ta pogovor, to je dokaz, da je Tilen, da je Tilen zelo dobro poznavati olimpijskih iger, ker se takoj spomni tudi na tega latvijskega strelca. Dejansko to je dokaz, res... da ne glede na rezultat, da je pokazal, da ve nekaj olimpijskih iger. Lahko mi dva Tonija rečeva, da sva imela kar srečo, oziroma da si tudi ti, Toni, imel srečo, da ni še kakšnega vprašanja, ker bi Tilen, kakor zdaj vidimo, lahko iz ozadja prišel do marsikakšnega prebrata. Tilen, definitivno odlična asociacija z Raimondom in 5 točk za konec. Odličje je Raimond osvojil na 3 olimpijskih igrah, morebiti veste, kje je osvojil prvo in edino zlato medaljo? Ja. Kje je bilo to? Sydneyju, potem 2 brona. Bil je prvi zastavonoša Slovenije na poletnih olimpijskih igrah. Prvi, ki je torej nosil zastavo na poletnih olimpijskih igrah, to je bilo v Barceloni leta 1992. Ni pa bil prvi, ki je nosil slovensko zastavo na olimpijskih igrah, kajti to je pred njim storil že Franci Petek v Albertvilleu. Tilen se je prebudil in zdaj v zadnjih trenutkih tole res kaže odlično znanje. Ja, 2-krat je bil športnik leta, potem in ima tudi 10 odličij na svetovnih prvenstvih. Blestel je v disciplini 50 metrov 3 položaj, v kateri je imel v lasti tako olimpijski kot svetovni rekord. Ja, in končni rezultat, potem ko je 5 točk pridodal tule Tilen, pomeni Tilen 17 in 20 točk za zmagovalca Tonija Brodarja. 20-17 torej na koncu vseh 4 rubrik. Prišli smo torej do konca kviza. Skupni seštevek je pokazal, da je bila razlika izjemno majhna, zmaga pa tokrat ostaja pri sportklubovem komentatorju Toniju Brodarju. Toni, najprej vprašanje zate, kje si seveda nabiral vse to športno znanje, ki si ga tudi danes demonstriral, kje morebiti dobiš največ informacij v vseh teh različnih športnih panogah? V mlajših letih sem tudi sam veliko zapisal, kakšne rezultate, drugače pa v zadnjem času sem se pridružil enemu spletnemu forumu, ki je zelo mednarodno naravnan. Tam so v bistvu forumaši iz celega sveta in totalix.com, to je ta stran, na kateri se da veliko informacij črpati. Super, jih najbrž tudi sam dobiš velikokrat ob pripravi na določene športne dogodke, ki jih komentiraš, ne? Ja, pa tam deloma tudi pokrivam stran, ki govori o slovenskih uspehih oziroma o slovenskih nasploh dogodkih. Tako da bi povabil vse Slovence, da mogoče malo pobrskajo, pogooglajo in se pridružijo, ker nas je bolj malo Slovencev zaenkrat zraven. Glede na to, da gre za forum, lahko seveda vsakdo doprinese svoje znanje. Tako. Hvala, Toni. Tilen, zate pa pravzaprav vprašanje v povezavi s kvizom. Kaj je mogoče ti bilo najbolj interesantno, kako lahko rečeš, da se od tistega začetka, ko si bil še nekoliko zadržan in v krču, pa vse do tega konca, ko si dejansko streljal pravilne odgovore z rokava? Kaj se je zgodilo vmes? Ja, v bistvu, ne bi rekel, da sem bil ravno zadržan, ampak na koncu sem bil res prepričan v odgovore in takoj napovedal. V bistvu je odlično ravno to, da si tudi tu v tej drugi polovici oddaje pokazal še en kup enega znanja, o katerem te sploh nisem spraševal, ampak se je videlo, da si vedel pravilni odgovor in si vedel še pododgovor, na katerega si imel torej vedno pravilno rešitev. Tako da res, Tilen, zelo široko športno znanje, ki si nam ga predstavil. Je mogoče kakšno vprašanje, ki ti ne bo dalo miru? Ja, mogoče ta etiopski atlet, pa mogoče tisto sem malo zgrešil leta z Mohamedom Alijem. Dejansko se je videlo, da si vseeno mlajši tekmovalec oziroma tekmovalec, ki si odraščal z zadnjimi olimpijskimi igrami, o katerih veš vse, medtem ko tisto polje olimpijskih iger, ki je seveda izjemno široko in ki je bilo v teku še pred tvojim rojstvom, to vse te pa še čaka oziroma tu imaš pa še informacije, ki jih lahko dodaš. Ampak definitivno zelo široko znanje, ki si ga danes predstavil in res čestitke zanj. Ja.
Hvala res obema tekmovalcema. To je bil torej prvi olimpijski kviz, ki smo ga torej posvetili olimpijskim igram. Žal v teh dneh v sklopu olimpijskih iger pogosto povezujemo ves olimpijski duh in vse olimpijsko dogajanje z preminulim dolgoletnim predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije in pa seveda predsednikom Evropskega olimpijskega komiteja Janezom Kocijančičem. Olimpijske igre so seveda tisti športni dogodek, ki nas na vsaka 4 leta povezuje, ki da nek višji smisel vsemu skupaj. In letos bo dejansko prvo leto, ko olimpijskih iger ne bo, pa zato ne bodo krive svetovne vojne. Torej, živimo res v posebnih časih, se pa zagotovo najbrž tudi vidva veselita olimpijskih iger prihodnje leto v Tokiu, vsaj upajmo, da bodo prihodnje leto. Absolutno. Hvala še enkrat obema za današnje znanje, ki ste ga delila z nami in z gledalci. Hvala torej obema tekmovalcema in še naprej povabilo vsem gledalcem, da se lahko prijavite tudi vi, tekmujete v različnih športnih panogah, ne gre za nogomet, tenis, košarko, olimpijske igre. Vse, kar morate storiti, je, da se prijavite na info@sportklubtv.si. Toliko torej za danes, še enkrat hvala tekmovalcema, hvala vam za pozornost in do prihodnjič, lep vsredni pozdrav.